Naš naslednji gost je profesor dr. Gregor Majdič. Je zaposlen kot redni profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Medicinski fakulteti v Mariboru. Sicer ga zanima predvsem področje molekularne nevroendokrinologije. V svojem znanstvenem delu pa se ukvarja s vprašanjem, kako geni in hormoni vplivajo na razvoj in delovanje naših možganov. Sicer je pred kratkim izdal tudi novo knjigo Soulmate Biology, Science of Attachment and Love, ki je pravkar izšla pri založbi Springer Nature, ki se pač loteva tudi vprašanja, od kod evolucijsko izvira ljubezen in kaj se dogaja v naših možganih oziroma telesih, ko smo zaljubljeni, kar je še kako tudi aktualno za naše današnje predavanje. Tako da vam kar predajam besedo. Hvala lepa za ta uvod in lep pozdrav vsem poslušalcem. Kot je napovedala Alina, bom danes govoril o ljubezni in sovraštvu, ali sta to dve plati istega čustva. Že takoj na začetku moram povedati, da bom govoril predvsem o ljubezni, pa ne samo zato, ker je to lepše čustvo, ki je tudi meni bližje, nekako bolj pri srcu, ampak predvsem zato, ker nevroznanost o ljubezni, lahko rečem, ve precej več kot pa o sovraštvu, o katerem dejansko, kot boste videli na koncu mojega predavanja, vemo zaenkrat še zelo malo. Ljubezen je nekako vzbujala različna čustva skozi stoletja in tisočletja, čeprav nekateri trdijo, da je ljubezen neko bolj novo čustvo za dosežek bolj nove civilizacije, se sam s tem ne strinjam, saj imamo številne primere iz zgodovine o ljubezenskih zgodbah, že zelo stare, recimo več kot 2000 let staro kitajsko pripovedko o pastirju in tkalki, ki sta bila nesmrtno zaljubljena, vendar zaradi tega, ker sta bila iz različnih stanov, nista smela biti skupaj, in to legendo lahko Kitajci še danes občudujejo na nebu, ko oba ljubimca razdvojuje Mlečna ali Rimska cesta. Pesniki so pogosto peli o ljubezni in tudi naš največji pesnik, France Prešeren, je veliko svojih pesmi posvetil ravno ljubezni. A kaj je ljubezen, od kje izvira? Dejansko natančnih odgovorov na ta vprašanja nimamo. Nevroznanost v zadnjih letih se je trudila odgovoriti na številna vprašanja, vendar je naše znanje tu še vedno zelo pomanjkljivo. Če se ustavimo najprej pri vprašanju, ali obstoja ljubezen pri živalih. Tudi na to vprašanje seveda nimamo odgovora. Vemo, da živali kažejo čustva, vemo, da nekatere živali živijo v parih, da si izkazujejo čustva, čeprav recimo levi tukaj na desni sliki, kjer lahko vidimo, kako se lev in levinja tesno skupaj crkljata. Levi niso monogamni, ne živijo v parih in so lahko tudi precej nasilni en do drugega, samci pa celo pogosto ubijajo mladiče, če niso oni očetje. So pa tudi nekateri sesalci monogamni, ki živijo v zvestih parih. En tak primer je tukaj spodaj, to so majhne antilope, dik-dik, ki živijo v Afriki, in ena od teh vrst majhnih antilop dejansko živijo celo življenje v parih. Zelo pogosto pa je monogamnost pri pticah, o čemer bomo tudi govorili malo kasneje. Ljubezen vemo, da v nasprotju s tem, kar smo dolga stoletja govorili in mislili, ne izvira iz srca, temveč tudi čustvo ljubezni seveda se nahaja in izvira iz možganov. Možgani so sploh en tak neverjeten organ, ki deluje 24 ur na dan, 365 dni na leto, že od preden se rodimo, pa vse do takrat, ko se zaljubimo, kot je napisala Sophie Monroe v knjigi Afflicted. Seveda to ni čisto res, saj se možgani ne izklopijo popolnoma, ko se zaljubimo, bomo pa kasneje v drugem delu predavanja videli, da čisto izmišljeno pa to tudi ni, da nekateri deli možganov dejansko postanejo manj aktivni. A če se vrnemo k vprašanju, kaj je ljubezen? Znanstveniki skušajo tudi na ta vprašanja odgovoriti, tako kot na vsa druga vprašanja o delovanju narave in družbe. A tu se srečamo s težavami, kako proučevati ljubezen. Pri živalih ne vemo, ali ljubezen obstaja. Vemo, da naši najbližji sorodniki, človeku podobne opice, med katere spadamo tudi sami, tako da to ime je malo nenavadno, ker tudi ljudje smo človeku podobne opice, pa upam, da kdo ne bo tega zameril, ampak biološko je to resnično. Naši najbližji sorodniki, gorile, šimpanzi in orangutani, sicer kažejo čustva v medsebojnih stikih,
Nobena od teh vrst pa ne kaže navezanosti med partnerjema, monogamnih odnosov, kaj, kar bi lahko enačili z ljubeznijo. So pa monogamni naši bližnji sorodni, zadnja skupina opic iz te skupine, in sicer so to giboni. Opice, ki živijo v jugovzhodni Aziji, so precej ogrožene. Giboni pa so znani po tem, da živijo v monogamnih parih in so lahko skupaj včasih celo življenje, včasih pa, podobno kot ljudje, se tudi ločujejo in menjavajo partnerje. Simbol zvestobe so pogosto labodi, ki med svojim paritvenim obredom pogosto naredijo takole sliko, ki dejansko, ko se približuje en drugemu z glavami, pogosto ustvarijo tako sliko srca. In labodi dejansko živijo v monogamnih parih, podobno kot okrog 90% vseh ptic. S tem, da je treba vedeti pri pticah, da ta monogamnost običajno pri večini vrst ni dokler naju smrt ne loči, temveč je to bolj sezonska monogamnost, ko se par samček in samička združita za eno sezono, da vzgojita mladičke, potem pa odletita vsak po svoje in naslednje pomlad, ko bo spet čas za parjenje, v času, ravno v zdajšnjem času, v petek je bilo Gregorjevo, ko se po slovenski tradiciji ženijo ptički, iščejo vsako leto znova svoje partnerje. No, labodi, kot rečeno, živijo pogosto celo življenje skupaj v parih, tudi nekatere druge ptice, kot so recimo mormoni na severu Evrope in v Kanadi, pa nekatere ujede, ameriški jezerec, orel, ki je simbol Amerike, pa še nekatere druge vrste. Se pa tudi pri teh vrstah to, dokler naju smrt ne loči, ni absolutno. Tudi labodi recimo se ločujejo, ustvarjajo nove pare. Točno vzrokov za ločitve še ne poznamo, ker tudi težko seveda razumemo, kaj ob tem, če sploh kaj razmišljajo. Vemo pa, da se pogosto ločitve dogajajo recimo v sezonah, ko labodi nimajo mladičev in se zaradi tega potem para ločita. No, pri pticah je zanimivo še to, da ta monogamnost pogosto gre predvsem za socialno monogamnost, ne pa tudi za spolno monogamnost. Namreč tudi pri labodih so ugotovili z genskimi analizami, da mladički v istem gnezdu pogosto ne pripadajo istemu očetu. Tako da očitno se samice parijo z večimi samci, živijo pa skupaj v gnezdu z enim samcem in z njim skrbijo za zarod, za mladiče. In podobno je bilo ugotovljeno pri številnih vrstah ptic, da živijo v paru, v socialni monogamnosti, ni pa ta monogamnost tudi dejansko spolna zvestoba. Kaj se dogaja v možganih in v naših telesih, ko smo zaljubljeni, točno še ne vemo. Smo se pa v zadnjih letih naučili kar nekaj o tem, kateri deli možganov in kateri hormoni ali nevroprenašalci sodelujejo pri tem čustvu. Eni od očitnih potencialnih kandidatov za to, da bi sodelovali pri ljubezni, so seveda spolni hormoni. Potem pa so tu še različni nevroprenašalci, snovi, s katerimi se živčne celice v naših možganih med seboj pogovarjajo. Spolni hormoni, testosteron pri moškem in estradiol pri ženskah, so seveda pomembni urejevalci delovanja naših spolnih sistemov in tudi spolnega nagona pri živalih ali libida pri ljudeh. Vendar pa sama spolnost ni nujno povezana z ljubeznijo, sploh ne pri živalih, pa tudi pri ljudeh. Čeprav ni popolnoma ločena, seveda vsak ljubeč odnos vsebuje tudi, je pomemben del tega je tudi spolnost, ni pa nujno vsaka spolnost povezana z ljubeznijo. Čeprav je tudi tukaj en tak trik, da se med spolnimi odnosi izločajo hormoni, o katerih bomo govorili kasneje, predvsem oksitocin in vazopresin. Tako da se pogosto zgodi, da tudi recimo neka avantura, ki si jo želimo privoščiti samo za eno noč, lahko dejansko vodi v resnejše razmerje, ker se ob samem spolnem odnosu izločajo ti hormoni, ki poskrbijo za navezavo na partnerja, in lahko to vodi potem nenačrtovano tudi v kakšno bolj resno razmerje. Nekako pa se smatra, da spolni hormoni niso tako pomembni pri čustvu ljubezni in dejansko so ugotavljali, da pri ljudeh, pri moških celo nivo testosterona, moškega spolnega hormona, v fazi zgodnje zaljubljenosti nekoliko upade. Zakaj, točno ne vemo. Ena hipoteza pa je, da je to povezano s tem, namreč testosterona je še vedno dovolj za tudi normalen libido, normalen spolni nagon, vendar zato, da ta libido ni premočan, da moški nima prevelikega
želje po iskanju partnerjev in na ta način poskrbi za to, da ostane bolj zvest svoji partnerki, v katero se je takrat zaljubil. Tako da večjo vlogo imajo verjetno pri ljubezni druge snovi, predvsem tele 4, ki jih tukaj sem naštel, oksitocin, vazopresin, dopamin in pa serotonin. O tem smo se veliko naučili iz raziskav pri živalih. In sicer zelo veliko so nam o tem, kako deluje monogamnost, poligamnost, navezanost med partnerjama, so nam povedale tele živalice. To so voluharice, take majhne podobne miškam živali, ki živijo v Severni Ameriki. In v Severni Ameriki obstoja več vrst teh voluharic. Takole na pogled izgledata tile 2 vrsti povsem podobni, težko bi jih razlikovali med seboj, če nismo zelo veliki strokovnjaki za voluharice. Vendar pa imata eno zelo pomembno razliko. Prerijska voluharica je vrsta, pri kateri samčki in samičke po parjenju ostanejo skupaj in živijo celo življenje v monogamnem razmerju, so zvesti en drugemu in ob izgubi partnerja celo kažejo nekakšne znake potrtosti, žalovanja. Za razliko od teh pa so gorske voluharice ali tudi travniške voluharice, 2 drugi vrsti, pa so poligamne. Samčki, ko se sparijo s samico, po parjenju odidejo iskat bolj zeleno travo na novih travnikih in iščejo vedno nove partnerke. Pri proučevanju možganov teh voluharic so ugotovili, da imata izjemno pomembno vlogo pri navezavi partnerjev te 2 hormona ali nevroprenašalca, oksitocin in pa vazopresin. To sta 2 molekuli, ki sta izjemno podobni med seboj, izvirata iz skupnega prednika, ki je evolucijsko zelo star, se je pojavljal že pred več kot 100 milijoni let. Pri sesalcih pa je prevzel posebne funkcije, in sicer naj bi oksitocin imel vlogo predvsem pri navezavi samic ali žensk na partnerja, pri moških pa naj bi imel večjo vlogo vazopresin. Pri raziskavah voluharic so namreč ugotovili, da se ob parjenju v možganih samic sproži oksitocin, velike količine oksitocina, in dejansko ta oksitocin vpliva na to, da se samička naveže na samčka. Podobno pa vazopresin v možganih samcev sproži navezanost samčka na samičko. To so ugotovili z raziskavami, kjer so blokirali delovanje teh 2 hormonov in na ta način ugotovili, če pri samički ni bilo mogoče delovanje oksitocina, se potem ob parjenju ni navezala na samčka, in obratno pri samčku, če so preprečili delovanje vazopresina, se samček ni navezal na samičko in po parjenju sta odšla vsak po svoje. Podoben poskus, le malo obraten, pa je pokazal, da tudi v primeru, če sta se samček in samička družila, pa ni prišlo do parjenja. V takem primeru običajno gresta samček in samička narazen, se ne postaneta dolgotrajna partnerja. V primeru, da sta se družila, brez spolnih odnosov, brez parjenja, pa so jima dodali oksitocin ali vazopresin, pa je potem se razvilo čustvo navezanosti in taka samček in samička sta ostala skupaj. Zelo zanimiva je bila raziskava, kjer so ugotavljali, kakšna je razlika pri delovanju oksitocina in vazopresina med gorskimi in pa prerijskimi voluharicami, in ugotovili so, da tudi pri gorskih voluharicah pride do izločanja oksitocina pri samičkah in vazopresina pri samcih. Tako da ta samo izločanje hormonov je enako kot pri monogamnih prerijskih voluharicah, kar pa je razlika, pa je, kje se nahajajo receptorji za vazopresin pri samcih. Ugotovili so, da drugi deli možganov se odzovejo na vazopresin pri samcih prerijskih kot samci gorskih voluharic, in to je verjetno tista razlika, ki samčke prerijskih voluharic naredi monogamne, samčke gorskih voluharic pa poligamne. Pri ljudeh še nismo ugotovili takšnih razlik v prisotnosti receptorjev v možganih pri moških ali pri ženskah, so pa nekatere raziskave, vendar zelo začetne, pokazale, da naj bi obstojale neke genske razlike v zaporedju genskem pri receptorju za vazopresin med moškimi, ki so živeli v dolgotrajnih srečnih razmerjih, in moškimi, ki so pogosto menjavali partnerje in niso vzdrževali dolgotrajnih razmerij. Kot rečeno, to so zelo začetne raziskave, tako da zaenkrat to ni zagotovo, da to res deluje pri ljudeh tudi na enak način, in zaenkrat zagotovo še nimamo genskega testa, s katerim bi pokazali, ali bo nekdo ostal zvest ali pa bo pogosto skakal čez plod. Oksitocin in vazopresin pa se seveda nahajata tudi pri ljudeh v podobnih delih možganov kot pri živalih,
in sicer predvsem v delu imenovanem hipotalamus, ki je sedež avtonomnega delovanja možganov. Ta rumeno obarvani del, to je hipotalamus, leži pod možgansko skorjo in ureja vse avtonomne funkcije v naših in živalskih telesih. Oksitocin ima zelo pomembno vlogo tudi v človeškem telesu. Večina poslušalcev, sploh poslušalk, ga verjetno pozna, mogoče pod imenom umetni popadki, namreč oksitocin je tisti hormon, ki se izloča med porodom in skrbi za krčenje stene maternice ter s tem pomaga pri iztiskanju plodu iz maternice. Ob tem, ko se izločajo te velike količine oksitocina med porodom, pa oksitocin tudi vpliva na možgane in smatramo, da na ta način poskrbi za navezavo matere na otroka, tako da se takoj že ob porodu vzpostavi ta tesen stik, navezanost mame na otroka. Kasneje se oksitocin izloča tudi ob dojenju, vsakič, ko dojenček sesa, draženje prsnih bradavic, dojk, vzdraži izločanje oksitocina, ki je pomemben tudi za izločanje mleka iz mlečne žleze, iz dojke, vendar pa hkrati ta oksitocin, poleg tega, da poskrbi za izločanje mleka in na ta način pomaga pri prehranjevanju otroka, dojenčka, oksitocin tudi vpliva na možgane in ves čas ob dojenju se vzpostavlja ta vez navezanosti matere in otroka. In nekako iz tega smatramo, ker vemo, da je oksitocin pomemben za materinsko navezanost tudi pri številnih živalih, iz tega smatramo, da je verjetno ta materinska ljubezen, za katero nekateri pravijo, da je edina brezpogojna ljubezen, da evolucijsko osnova za tudi kasneje, da se je razvila v ljubezen pri ljudeh, v ljubezen med partnerjama. Oksitocin se sliši tako zelo fino, včasih tudi o njem govorijo kot o hormonu ljubezni. Uporablja se ga v nekih kliničnih raziskavah, ga uporabljajo kot zdravilo za avtizem. Bile pa so tudi ideje, da bi ga uporabljali pri asocialnih ljudeh, ki imajo težave. Vendar so raziskave nekatere kazale na to, da delovanje oksitocina morda ni tako preprosto, kot si včasih predstavljamo. Vemo sicer, da oksitocin pri ljudeh vzbuja zaupanje, recimo ena taka znana raziskava je bila narejena, ko so ljudi postavili v situacijo, da so se pogovarjali s svojim bančnikom in pod vplivom oksitocina so nekako bolj zaupali svojemu bančniku in se jih je lažje prepričalo, da so investirali v bolj riskantne recimo sklade ali delnice. Zanimivo pri tem je bilo, da je bil ta učinek oksitocina samo, če so bili ljudje v osebnem stiku z svojim bančnikom, če je enaka debata potekala preko računalniškega ekrana, pa oksitocin tega vpliva ni pokazal. Tudi še nekatere druge raziskave so pokazale, da oksitocin povezuje zaupanje med ljudmi, vendar pa je hkrati tudi ena raziskava, oziroma bila je ponovljena nekajkrat. Prva je bila narejena pred par leti na Nizozemskem, kjer so ugotavljali, kako oksitocin povezuje zaupanje med ljudmi, glede na njihov socialni status oziroma pripadnost. In ugotovili so, naredili so en tak psihološki test, dokaj klasičen psihološki test, pri katerem damo testirancu na možnost, da poskuša, da lahko vlak poln potnikov zaustavi tako, da z njim povozi enega človeka ali pa vlak zapelje v prepad, vendar s tem ohrani tistega enega človeka. Trik v tem testu je ta, da potniki v vlaku so anonimni, z njimi se testiranec ne more povezati, tisti en človek, ki stoji na tiru in ga lahko povozimo, pa ima ime. No, ugotovili so v prvem delu raziskave, da ljudje, ki so bili pod vplivom oksitocina, so bili bolj naklonjeni temu, da so rešili človeka z imenom in priimkom. Nekoliko presenetljivo je bilo pa potem nadaljevanje raziskave, delali so, kot sem rekel, na Nizozemskem to raziskavo, ko so ugotovili, da so sicer ljudje bili bolj naklonjeni temu, da bodo rešili tega enega človeka, če je imel ta človek nizozemsko ime, manj pa so bili naklonjeni temu, da bodo tega človeka rešili pod vplivom oksitocina, če je imel ta človek nemško ali pač izmišljeno ali muslimansko ime. To je pa precej zaskrbljujoče, ker kaže na to, da oksitocin morda ni tako generalno hormon navezanosti in ljubezni, ampak morda deluje le znotraj naše socialne skupine, kar je seveda z evolucijskega stališča dokaj razumljivo, saj v preteklosti je bilo vedno pomembno, da smo se dobro počutili znotraj svoje socialne skupine, tujci pa so bili običajno nevarni. Danes bi seveda morali to preprečiti, vendar pa je pomembno, ko se pogovarjamo
o uporabi oksitocina kot zdravila, da se tega zavedamo, saj bi lahko v določenih primerih dodajanje oksitocina verjetno lahko še povečalo neprimerno, neprilagojeno obnašanje oziroma vedenje. Naslednja molekula, ki je pomembna pri navezavi med partnerjema, je dopamin. Morda ga nekateri poznate, to je molekula, ki vpliva na občutek ugodja, na občutek nagrajenosti. To je sistem v možganih, ki nam daje občutek ugodja, ko naredimo nekaj dobrega za nas. Lahko je to, ko pojemo neko dobro tortico, kar je bilo pomembno z stališča preživetja. Dopamin se lahko izloči, ko smo v prijetnem večer v dobri družbi, ali pa tudi se izloča med spolnimi odnosi, kar je tudi pomembno za preživetje človeka, ne kot posameznika, ampak preživetje vrste. Spet dopamin deluje preko enega možganskih delov, ki se imenujemo ventralno tegmentalno območje strokovno. Tukaj nastaja veliko dopamina, ki potem potuje v priležno jedro, v območju bazalnih ganglijev in potem naprej v čelni rež možganske skorje, ki je sedež zavesti in razmišljanja. Spet raziskave pri voluharicah so pokazale, da dejansko oksitocin in vazopresin vplivata na to, na izločanje dopamina v možganih in da daje parjenje nekako občutek ugodja, podobno kot recimo droge dajo občutek ugodja. In zaradi tega občutka ugodja se potem samček in samička navežeta ena drugega, želita biti v prisotnosti en drugega, zato ker v prisotnosti svojega partnerja dobita ponovno ta občutek ugodja, nagrajenosti preko dopamina. Tako da nekako smatramo, da te povezave biološke v možganih navezanosti grejo na ta način, da se izločita oksitocin, predvsem pri samicah, in vazopresin pri samcih. Ugotavljali smo tudi pri ljudeh, da se pri ženskah, ko so zaljubljene, izloča oksitocin, sploh ko so skupaj s partnerjem, pri moških pa se izloča več vazopresina in domnevamo, da tudi pri ljudeh tako oksitocin kot vazopresin potem vplivata na izločanje dopamina, ki potem povzroči občutke zaljubljenosti oziroma navezanosti, ko se počutimo dobro v bližini svojega partnerja in zaradi tega želimo to ponavljati. Žal pa ima seveda dopamin tudi svojo temno stran, podobno kot oksitocin, ki je povezana z drogami. Vse droge, za izjemo LSD-ja, ki deluje na drugačen način, vplivajo na dopaminski sistem v možganih, ga vzburijo, ga vzdražijo in ta občutek ugodja, ki ga ljudje dobijo ob jemanju drog različnih, od heroina, kokaina, amfetaminov, pa tudi hašiša oziroma marihuane, izvira iz aktivacije dopaminskih poti v možganih in zaradi tega se tudi navadimo na te droge, zato ker te droge veliko premočno aktivirajo dopaminske poti in potem počasi ljudje lahko pridobijo občutek ugodja samo še z zauživanjem drog, ne pa več z normalnimi dejanji, ki nam dajo občutek tistim, ki nismo zasvojeni z drogami, kot je, ko smo prej rekli, to, da pojemo neko dobro tortico, da smo skupaj s partnerjem ali samo v neki dobri družbi preživimo večer s prijatelji. Zanimivo je, kaj se dogaja s stresom, ko smo zaljubljeni. Stres je sicer normalen odziv našega telesa na neko nevarnost v okolju in v začetku, v prvi fazi zaljubljenosti, ko gremo skozi tisto noro zaljubljenost, se dejansko nivo stresa, nivo stresnih hormonov v telesu poveča. Na prvi pogled mogoče nekako nenavadno, vendar precej razumljivo, če pomislimo, ko smo bili tako noro zaljubljeni, smo ves čas tudi malo živčni, skrbi nas, ali nas bo partner dejansko imel rad, ali je tisti pravi partner, ko nismo skupaj s tem partnerjem, nas skrbi, ali se nam bo oglasil, ali misli na nas. Tako da v tem zgodnem času, v zgodnji ljubezni smo dejansko pod vplivom velikega stresa. Potem, ko se ta ljubezen razvija skozi različne faze, o čemer bomo govorili malo kasneje, pa potem nivo stresa pada in srečno zaljubljeni pari, ki živijo v dolgotrajnih srečnih odnosih, imajo dejansko osnovni nivo hormonov stresa nižji kot pa ljudje, ki živijo sami brez partnerjev. Z nivojem stresa, z visoko koncentracijo stresnih hormonov, med katerimi je glavni kortizol,
pa je povezana tudi aktivnost še tretjega oziroma četrtega nevroprenašalca, to je pa serotonin. Temu včasih poljudno rečejo ljudje tudi hormon sreče, čeprav je spet, tako kot vsi ostali nevroprenašalci, imajo zelo različne funkcije v možganih. Tudi serotonin ima cel kup različnih funkcij. Zanimivo pa je, da v začetnih fazah te nore ljubezni, ko smo strastno zaljubljeni, se nivo serotonina zniža, kar je zelo podobno eni duševni bolezni, in sicer obsesivno-kompulzivni motnji. Dejansko, ko smo v zgodnjih fazah zaljubljenosti, imamo pogosto obsesivne misli, mislimo samo na svojega novega partnerja, ne moremo misliti na nič drugega, skrbi nas, ali tudi on misli na nas, razmišljamo o tem, ali je pravi partner za nas, in to včasih ali kar pogosto vodi tudi v nekakšne občutke tesnobe, ko nas skrbi, ali nas ta partner resnično ljubi, ali je pravi partner za nas. In ko smo ločeni, pogosto izvajamo kakšna kompulzivna dejanja, taka ponavljajoča, recimo gledamo skozi na telefon, ali nam je partner poslal SMS sporočilo, ali nas je poklical, kdaj nas bo poklical. Ko se spet združimo s partnerjem, ko smo spet skupaj, čutimo nekakšno olajšanje, ki pa je potem spet pogosto pride v obsesivne misli. Dejansko tak krog teh 4 simptomov je zelo podoben tej obsesivno-kompulzivni motnji. Razlika je seveda v tem, da obsesivno-kompulzivna motnja je v tejle knjigi, to je nekakšna biblija za duševne bolezni, za psihiatre, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ljubezni pa v tej knjigi ni. No, ampak čisto pošteno je treba reči, da to je malo hec, da obsesivno-kompulzivna motnja je dejansko zelo huda bolezen, ki močno spremeni življenje bolnikov s to boleznijo, tako da je stališča teh bolnikov ni najbolj pošteno, da primerjamo to bolezen z ljubeznijo, ki pa je seveda lepo čustvo, tudi če je v začetku stresno in naporno. Kaj se dogaja v možganih, ko smo zaljubljeni? Čisto natančno ne moremo tega gledati, ker še vedno metode, ki jih imamo na voljo, so zelo grobe, vendar pa se v zadnjih letih tudi bilo nekaj raziskav, ki so kazale na to, kaj se dogaja v možganih. Predvsem so to metode pozitronska emisijska tomografija in pa funkcionalna magnetna resonanca, s katerimi lahko nekako približno ocenimo, kateri deli možganov so bolj aktivni, ko opravljamo neko funkcijo. No, seveda so znanstveniki, ki so radovedni, ugotavljali tudi, kateri deli možganov se aktivirajo, ko smo zaljubljeni. En del, ki je precej razumljivo vključen v tem, ki se aktivira, je seveda hipotalamus, ki je sedež avtonomnega obnašanja skupaj z spolnim in socialnim obnašanjem. Pomembno vlogo ima hipokampus, ki je sedež spomina, predvsem konsolidacije spominov, saj si moramo zapomniti, kje je naš partner, kako izgleda naš partner. Hipokampus pa se imenuje, to je grško morski konjiček, zato ker je nekako oblike morskega konjička v možganih. S tem, da morski konjički, zanimivo, so tudi eni zelo zanimivi stališča partnerstva, so ena od redkih živalskih vrst, praktično edina, pri katerih sta vlogi spolov do neke mere zamenjani. Namreč pri morskih konjičkih ne oplodi samček samičke, ampak samička ubrizga samčku svoja jajčeca, ki se potem oplodijo z semenčicami samčka in samček dejansko donosi v svoji trebušni votlini te mladičke. Naslednji del, ki so potrdili, da je aktiven pri zaljubljenosti, je dopaminska pot, ki smo jo prej omenjali, ventralno-tegmentalno območje, priležno jedro in pa čelni reženj možganske skorje. In pa dva zanimiva dela še, ki sta aktivna, za katera ne vemo točno, čisto natančno, kaj počneta, imamo nekatere ideje. To sta insula ali otok, ki je en tak notranji del možganske skorje, ki je udeležen pri razumevanju številnih čustvovanj, tudi pri zaznavanju različnih čutnih zaznav iz okolja. Točno kakšna je njegova vloga v ljubezni, ne vemo, verjetno pa je nekakšen posrednik med racionalno možgansko skorjo, ki ureja razmišljanje, ta višje kognitivno delovanje možganov in pa avtonomnimi deli možganov. Potem je pa aktivna še tudi cingulatna skorja, predvsem sprednji del, to je pa tale del na meji med avtonomnim delom možganov in možgansko skorjo. Ta del se pa ukvarja predvsem z paradoksnimi situacijami,
ko nekaj ne gre skupaj. Zdaj, zakaj je ta del aktiven, ne vemo točno, nekako ena hipoteza pa je, da je aktiven zaradi tega, ker ko smo zaljubljeni, ko stopamo v novo partnerstvo, se približamo tujcu, tujce pa imamo nekako prirojen strah pred tujci, ker lahko predstavljajo nevarnost in zaradi tega se potem aktivira ta anteriorna cingulátna skorja, ki s tem paradoksom opravi in nam da vedeti, da se lahko zbližamo s tem tujcem, da lahko stopimo v razmerje. Zelo zanimivo je bilo pa poleg tega tudi, kateri deli možganov pa so manj aktivni, ko smo zaljubljeni, in več raziskav je pokazalo, da je manj aktivna amigdala. To je del, ki s hipotalamusom tesno sodeluje pri različnih čustvovanjih, pri ustvarjanju čustev, strah, veselje in podobna čustva se aktivirajo v amigdali. Zakaj je manj aktivna? Verjetno spet zaradi tega, da nekako zmanjša strah pred tujci, da se zbližamo z tujcem, ki nam je neznan, da ga spustimo v svoj intimni krog. No, zanimivo je pa tudi, da so ugotavljali, da se v tej prvi fazi nore zaljubljenosti pa dejansko je manj aktiven tudi čelni rež možganske skorje. To je pa tisti kognitivni del možganov, v katerem nastajajo misli, s katerim analitično razmišljamo, in to je pa verjetno povezano s tem, da pogosto v tej prvi fazi nore zaljubljenosti izgubimo malo racionalnosti, pogosto nismo sposobni natančno presojati partnerja, ga kujemo v zvezde, vidimo same rožice v življenju, tudi če mogoče v resničnem življenju to ni tako. Ko da samo ljubezen ločimo nekako strokovno na več faz. Sicer prva faza je ta, o kateri smo že večkrat govorili, faza zaljubljenosti, te nore ljubezni, ko nas zadane in naenkrat ne razmišljamo o ničemer več kot samo o partnerju, želimo si biti s tem partnerjem, skrbi nas, ali je on pravi partner, ali želi biti z nami. In v tej fazi, kot smo rekli, je ta čelni rež možganske skorje neaktiven, zaradi česar tega partnerja kujemo v zvezde, vidimo samo dobre stvari, verjamemo, da bo celo življenje tako postlano z rožicami, kar pa seveda ni. In tudi ta prva faza nore zaljubljenosti ne traja večno, seveda mine počasi, običajno po nekaj mesecih, in potem počasi preide v fazo strastne ljubezni. V tej fazi so pomembni hormoni, ki smo jih prej omenjali, kot so oksitocin, vazopresin, dopamin, ki poskrbijo za navezanost med partnerjama. Se pa v tem času nekako delovanje možganov vzpostavlja nazaj, predvsem ta omenjeni čelni rež možganske skorje, ki je sedež racionalnega razmišljanja. In v tej fazi veliko partnerstev razpade, zato ker ni več tistega zamegljenega vida, ko našega partnerja vidimo samo z rožnatimi očali, ampak začnemo videti tudi njegove slabe strani, ki jih ima seveda vsak od nas, ima dobre in slabe strani, dobre in slabe navade. Ampak če to fazo preidemo z veliko pogovarjanja, če najdemo skupne interese, potem to preide v fazo strastne ljubezni, ki običajno traja nekaj let, potem pa počasi preide v tako imenovano fazo prijateljske ljubezni. Zdaj, ti dve fazi je pogosto težko ločevati. Faza zaljubljenosti je seveda lažje ločevati, faza zaljubljenosti je zelo očitna po svojih lastnostih. Fazi strastne in prijateljske ljubezni pa sta bolj podobni med sabo, včasih tudi prehajata, včasih čutimo bolj prijateljska čustva, včasih več strasti, in ta ljubezen pa lahko potem traja dolgo časa, tudi celo življenje pri partnerjih. Velikokrat se sprašujemo ali sprašujejo tako ljudje, običajni ljudje kot znanstveniki, ali smo ljudje po naravi monogamni ali nismo monogamni. Vemo, da večina družb je nekako cenila ali ceni monogamnost. Tudi tiste družbe, ki ne predpisuje monogamnosti, ki dovoljuje poligamnost, tudi v takih družbah je večina partnerstev monogamnih, tako da večinoma kaže na to, da nekako smo monogamni. Čisto pravega odgovora na to nimamo. Kot rečeno, pri živalih je to zelo različno. Pri sesalcih je nekje 5 do 10% vseh sesalskih vrst samo monogamnih, medtem ko je ta odstotek veliko višji pri pticah, okrog 90%. Ena taka zanimiva biološka primerjava je pri sesalcih ta, da pri monogamnih živalih so običajno
samci in samice po velikosti ali po nekaterih telesnih značilnostih zelo podobni med seboj. To je recimo pri gibonih, sta samček in samička zelo podobne velikosti, podobno pri voluharicah, pa tudi pri dikdikih, ki smo jih prej omenjali. Recimo pri nekaterih drugih živalih, tudi naših bližjih sorodnikih, gorilah, šimpanzih in orangutanih, pa je velika razlika v velikosti samcev in samic, kar je povezano s tem, da se samci stalno borijo za prevlado, za naklonjenost samic, za to, kdo se bo lahko paril z samicami. Če pogledamo to, smo ljudje relativno majhne razlike, ja, moški smo nekoliko večji, ampak procentualno je to zelo majhna razlika v primerjavi z gorilami, šimpanzi ali orangutani, ali pa tudi nekaterimi drugimi živalmi, kot recimo morski sloni, pri katerih so samci lahko do 4-krat večji kot samice. Tako da to mogoče kaže na to, da smo biološko bolj monogamni kot poligamni, pravega odgovora na to pa seveda nimamo. Ena teorija, ki jo je postavila ameriška znanstvenica Helen Fisher, ki se je precej ukvarjala z temi stvarmi, govori o tem, da naj bi bili ljudje podobno kot recimo ptice, sterijsko monogamni, in sicer, da naj bi bilo podobno kot je v filmu 7 Year Itch, star film za Marilyn Monroe, da naj bi bilo našo naravno nekako stanje, da bi se menjali partnerja vsakih nekaj let, in sicer naj bi po njenih raziskavah to bilo nekje 4 do 5 let, kar utemeljuje s tem, da 4 do 5 let naj bi bilo tisti čas, pri katerem je otrok, seveda v starih časih, v prazgodovinskih časih, ne danes v civilizaciji, sposoben preživetja brez obeh staršev. Prav tako pa naj bi nekatere statistike pokazale, da se največ parov loči nekje v enakem času 4 do 5 let po rojstvu otroka. Ali to drži ali ne, se ne bi opredeljeval. Težko je dati dokončen odgovor, kaj smo biološko monogamni ali poligamni, vsekakor pa mislim, da je lepo, če najdemo partnerja, s katerim lahko preživimo dolgo časa, precej več kot 4 ali 5 let. Če pa pač stvari ne grejo, pa tudi nič narobe, če se stvari spremenijo. Za konec pa še nekaj besed o sovraštvu. Ljubezen, kakor je lepo čustvo, se včasih spremeni lahko tudi v sovraštvo. Žal to vidimo vse prepogosto. Vidimo, da je pogosto tudi v Sloveniji žal veliko umorov, morda celo največ, ravno iz sovraštva, ki izvira iz predhodne ljubezni. Kako ti dve čustvi se pretvorite eno v drugo, pa žal vemo še zelo malo. Od kje izvira sovraštvo, ne vemo. Vemo dejansko še manj, kot vemo o tem pri ljubezni. Namreč živali dejansko ne kažejo sovraštva. Vemo, da živali so lahko prestrašene, imajo strah. Strah lahko pri ljudeh vodi v jezo, dolgotrajna jeza pa pri ljudeh lahko vodi tudi v sovraštvo. Če smo jezni na nekoga, če imamo občutek, da nam nekdo nekaj jemlje, da imamo zaradi nekoga nekaj manj, se potem to lahko dejansko spremeni v sovraštvo. Lahko to preide potem tudi na nivoju narodov, seveda, kar mi vidimo grozne primere iz številnih vojn v preteklosti in žal tudi v sedanjosti. Ampak kaj dejansko se dogaja med sovraštvom, pa natančno ne vemo. Kot rečeno, pri živalih ni pravega sovraštva. Seveda lahko vidimo zelo nasilne prizore pri živalih, ko lev napade svoj plen, tukaj recimo na tejle sliki svinjo bradavičariko ali pa kakšno drugo žival. To izgleda zelo nasilno, agresivno vedenje, vendar to ni tista prava agresivnost, to ni nasilje zaradi nasilja. To je pač boj za preživetje, lev potrebuje hrano, lev ne ubija zaradi užitka, ampak ubija takrat, ko je lačen in potem to žival tudi poje in zelo skrbno brani to svojo zalogo hrane. Podobno so zelo nasilni tudi morski levi, pa nekatere druge živali, ko se borijo za svoje partnerje. Recimo morski levi, veliki orjaki, ki se borijo za teritorij in pa za samice, se borijo v zelo hudih borbah, v katerih pogosto poraženec tudi pogine zaradi poškodb. Vendar spet to ni tisto sovraštvo, morski levi samci se ne borijo zato, ker sovražijo en drugega, ampak je to naravni nagon zaradi osvojitve teritorija in posledično osvojitve samic za parjanje. Ljudje pa seveda sovražimo, lahko sovražimo veliko stvari.
marsikdo sovraži brstični ohrovt, jaz sicer nisem med njimi, otroci včasih sovražijo učiteljico matematike, ampak to niso tista resna sovraštva, to ni res tisto pravo sovraštvo, ki vodi tudi v agresijo oziroma nasilje. Kako pa se razvija to resno sovraštvo, ki se razvije v agresijo in nasilje, pa dejansko ne vemo. Zaenkrat ni bilo raziskav, ki bi pokazale, kateri hormoni če se spremenijo, kakšni hormoni ali nevroprenašalci, tudi zaradi tega, ker kot rečeno, sovraštva pri živalih na tak način, kot ga poznamo pri ljudeh, ni. Bile pa so ene raziskave, ki so ugotavljale aktivnost možganov med sovraštvom in so ugotovile, da se aktivirajo dokaj podobni deli kot pri ljubezni. Sicer ne hipotalamus, avtonomni del možganov, aktivirajo pa se deli, ki so povezani delno z sistemom nagrajevanja, z dopaminskim sistemom v bazalnih ganglijih, predvsem putamen, in pa insula, ki smo jo prej omenjali kot sedež, nekak center, ki verjetno ureja odnose med racionalno možgansko skorjo in pa bolj avtonomnimi deli možganov. Ker je pa zanimivo, točno kakšna je vloga teh dveh delov, tako insule kot putamna pri urejanju sovraštva, pa zaenkrat še ne vemo. Kar pa je zanimivo, je pa to, da je ena pomembna razlika med fazo strastne zaljubljenosti in pa sovraštvom, ki sta obe zelo strastni čustvi lahko, namreč, da kot smo rekli, se v zaljubljenosti je manj aktivna možganska skorja, čelni režim možganske skorje, sedež racionalnega razmišljanja, v sovraštvu pa je ta del možganov enako aktiven kot pri ljudeh, ki niso prepredeni s sovraštvom, kar kaže, da sovraštvo ohranja svojo racionalnost, če med zaljubljenostjo izgubimo racionalno razmišljanje, pa očitno, ko sovražimo, to racionalnost ohranimo, tako da lahko še vedno racionalno razmišljamo, zakaj točno sovražimo, pa zaenkrat ne vemo. Tako da s tem bi jaz zaključil svoje predavanje, čisto na koncu bi samo, če koga zanima, kaj več o tej tematiki, predvsem o ljubezni, o sovraštvu ne govorim v knjigi, je, kot je povedala Alina na začetku, je pred kratkim izšla moja knjiga pri tuji mednarodni založbi Springer Nature, Soulmate Biology. Tole je iz te knjige opis kolegice Renate Datzinger, sicer novinarke. Knjiga pa je na voljo, če bi koga zanimala, na temle spletnem naslovu bit.ly/3vtl/tlz. Tukaj je pa spodaj pa še moja spletna stran, osebna spletna stran. Trenutno še ni podatkov o tej knjigi, na njej bojo pa v kratkem tudi. Tako da s tem bi jaz zaključil. Hvala lepa za pozornost in če bo kakšno vprašanje, bom pa z veseljem na njega odgovoril. Hvala lepa. Hvala vam, profesor dr. Gregor Majdič. Vprašanja so se pojavila, tako da zdaj imamo v bistvu na voljo še čas, da jih tudi nekaj naslovimo. In sicer prvo vprašanje, ki ga je zastavila publika, je, ali ima celibat kakšen vpliv na ljubezen, sovraštvo oziroma na hormone? Če imate mogoče kak odgovor. V bistvu nimam odgovora, ne spomnim se, da bi videl kakšno raziskavo, ki bi o tem govorila, bilo pa zanimivo razmišljanje, tako da bom preveril, če je bilo kaj narejeno. Ker pri študiranju literature se ne spomnim, da bi kdaj videl kakšen tak članek, ampak danes je toliko literature znanstvene, da lahko tudi kaj zgrešiš, tako da zelo zanimivo vprašanje, na katerega pa žal ne vem odgovora. Dobro, naslednje vprašanje je, Hendrix Harwill pravi, da partnerja izberemo po njegovih negativnih lastnostih, ki so nam poznane in so bile izražene pri starših. Kakšen je vaš pogled na to mogoče, če ima to kak smisel z vidika hormonov in možganov? Teh teorij o tem, na kakšen način izberemo partnerja, je ogromno. Od vonjev, feromonov do osebnih lastnosti, tako da bi tukaj zelo težko se opredelil, kaj je tisto. Kot poznam te teorije, se mi zdijo vse enako verjetne, tako da bi zelo težko tukaj diferenciral med njimi, da bi rekel, da je ena bolj verjetna, ena manj verjetna. Ta mogoče se mi zdi celo malo manj verjetna, zato ker v tisti fazi strastne zaljubljenosti običajno ne vidimo slabih strani, ne vidimo negativnih stvari pri partnerjih. Kot rečeno, naš racionalni del možganov slabše deluje, partnerja kujemo v zvezde, tako da mogoče pri nadaljnjem razvoju ljubezni, ko preidemo iz te faze zaljubljenosti v
strastno in prijateljsko ljubezen, da prišlo to v poštev v tej prvi fazi nore zaljubljenosti, pa skoraj zagotovo bi rekel, da ne. Hvala za odgovor. Naslednje vprašanje, mislim, da ste že v bistvu kar naslovili, pa bom ga vseeno prebrala, pa boste povedali, če imate še kaj za dodati. In sicer menite, da človeška monogamnost bolj kulturno ali da je bolj kulturno ali bolj biološko vezana. Se iz vidika neuroendokrinologije monogamnost pri človeku zdi sploh smiselna? Ja, to sem že delno naslovil v predavanju, ne, tako da tudi na to nimamo odgovora dejansko. So teorije, ki nekako bolj zagovarjajo to, da je kulturna, da je teorija, ki zagovarja, da je bolj biološka. Zdaj, zagovorniki biološke teorije pravijo, da naj bi se monogamnost razvila nekje pred 2 do 3 milijoni let. In sicer nekako dve hipotezi sta za to. Ena je ta, da se je z razvojem človeških možganov, ko so se otroci začeli rojevati bolj nebogljeni in so potrebovali več nege, da ne bi zaradi tega se razvila potreba potem, da partner ostane, moški ostane z materjo otrok, na ta način pomaga. Druga je pa, v bistvu se malo dopolnjujeta, ker ne bi šlo v približno istem času za te preskoke, nekje 2 do 3 milijona let nazaj, pa da naj bi s tem, ko smo začeli hoditi, ko smo osvobodili roke, da smo lahko začeli delati še kaj drugega, kot jih uporabljati za hojo, da se je povečala možnost, da smo lahko skrbeli za drugega, prinašali hrano tudi drugemu partnerju in da ne bi to deloma vodilo tudi v ta partnerski odnos. Pravega odgovora pa seveda, potem je pa tudi v civilizacije, imajo pa pomembno vlogo tukaj, kulturološko. Pogosto so človeške družbe zahtevale monogamnost zato, da ni prišlo do prevelike monopolizacije žensk, kot temu rečemo, biološko monopolizacija samic, recimo, kot se dogaja pri gorilah, ker bi potem fantje, ki nimajo partneric, potem pogosto se lahko zgodi, da postanejo bolj nasilni, iščejo svoje zadoščenje drugje, če ga ne morejo skozi partnerski odnos, kar recimo na Kitajskem imajo trenutno, ker probleme se jim obetajo še večji, ker imajo veliko presežek moških nad ženskami zaradi te politike enega otroka. Potem druga taka kulturološka teorija, zakaj monogamnost, je prenos spolnih bolezni, ki so bile zelo nevarne skozi velik del zgodovine človeštva in z monogamnostjo se lahko to vsaj malo omejilo. Tako da imamo hipoteze, ki nekako nakazuje na eno in na drugo, na biološko in na kulturološko razlago, pravega odgovora, no to pa nimamo zaenkrat. Še zadnje vprašanje. Ali bi lahko nezaželjeno zaljubljenost zdravili z zdravili? Nezaželjeno zaljubljenost, kaj je to nezaželjena zaljubljenost? Ponavadi je vsaka zaljubljenost v neke mere zaželjena, mislim, mogoče je nepričakovana, lahko vodi, zelo nezaželjena zaljubljenost lahko vodi v zelo lep odnos. Verjetno ta občutek zaljubljenosti, glede na to, kar vemo o teh hormonih, bi se jo morda dalo, če gre to preko dopamina. Sicer žal še nimamo zelo učinkovitih zdravil, ki bi pomagale pri dopaminski zasvojenosti, ker potem bi lahko taka zdravila uporabljali tudi pri zasvojenosti z drogami, pa tukaj nismo prav posebej uspešni še zaenkrat. Tako da, če bomo enkrat imeli zdravila, ki bo lahko vplivala na te sisteme, predvsem dopaminski sistem, morda bi lahko vplivali na to, da bi preprečili to noro zaljubljenost. Ampak sam kot romantik po duši ne vidim pravega razloga, zakaj bi na to vplivali. Končna zaljubljenost je običajno neko zelo lepo čustvo. Dobro. Ja, zdaj se tudi naš čas počasi bliža koncu, tako da najlepša hvala za vaše predavanje.